Mi smo šli enkrat po noči po robo v Salonit in se spomnim, kako sem zapeljal noter na dvorišče kamion, in pol so luči osvetlile tam delavce, ki so ležali in spali po klopeh. In v tem sovi luči se je prav videlo, kako to pada dol po njih. To je dobesedno snežilo. In še danes, ko pomislim na to, me prav zmrazi. Rejani zahtevamo, da se vodstvo preseli neposredno v bližino tovarne, tako kot je to bilo že pred vojno in med njo, zaradi tega, ker edino na ta način bo lahko dejansko občutilo pomen tega vašega onesnaževanja. Da so se lahko v tovarni zaposlile tudi matere, smo ob tovarni odprli vrtec z jaslicami, kjer smo malčkom iz odpadnega azbestnega pridiva spletli ležalnike. Nova doba prihaja! O azbestu nismo vedeli nič. Niti predstavljali si nismo, da je tako nevaren. No, je prišel direktor dol in jim je rekel, če vam kaj ni prav, bežte po knjižce, jih čaka še puhno. In to je bilo to. Kdo bo odgovarjal? Kdo je to podpisal? Hočemo imena! Hočemo imena! Lahko bojo spet bolezni, da bomo vedeli, koga prijeti za vrat! Še danes reče doktorca. Pa, kaj ga nisem pustila, bi lahko šel vsaj smučati takrat, kaj sem ga poslala. No, to je bilo februarja, oktobra mojega brata ni bilo več. Kurili bomo, pa če to hočete ali nočete, tako bo. Zakonito. Salonit je seveda plačan za odpadke, ki jih pokuri. Največji strošek proizvodnje cementa so tako spremenili v dobičkonosni posel. Zakonito. Salonit je okoljevarstveno dovoljenje prejel za 10 let in v ničemer ni odsevalo in ne odseva obremenjenosti, zgodovine, epidemije azbestne bolezni. Nič v njem ni strožje, nič v njem ni drugače.